brat moj, kak si kaj? Pa to. Evo. Tak, tulaj sedi. Ivo, kaj delaš? Opa. Ko pa ti tu? Na obisku sem. Kje pa je stric Ivo? Stric Ivo dišel na vaterpolo. Vaterpolo? Ja. Vaterpolist je primerna žival za vsako družino. Vaterpolist. Na vaterpolo? Ja. Kam? Inšpren, Hirschman, Fikminišnen. Šioflok, ja. Šioflok Debrecen. Debrecen špila, ja. Jo, to je danes derbi. Ja. Čakaj malo, šel je že? Šel že, ja, 3 ure nazaj. Ko pa jaz? Ivo me ni vzel s sabo. Kaj ni povedal ti? Nič. Joj. Zdaj vem. Za mi je pa tako žal. Veš, ti bo samo naj ostane med nama. Dobro, ja. Enkrat sem se tako s tvojim stricom malo v šali, šaljivo pohecal, ne? Pa sem rekel, da so vaterpolisti buziji, ne? Mislim, tako, kako se lepše reče, pedre, ne? Zato, ko pač so v vodi, pa se tako lovijo, pa pol ga potopi, pa se jim obesi gor, pa in samo pol pa... Čakaj malo, ti si pa doma, ne? Ja, jaz sem doma, tu. Kako pa to, da si ti doma? Kje pa je Lidija? Ja. Niste bila skupaj na dopuste? Ne, jesmo, samo Lidika mogla ostati, už dela. Dela? Ja. No, to je pa lepo. Čakaj malo. Kaj pa dela? Na bazenu lige štule renta. Ja? Lige štule? Renta, ja, piše račune, vse to. Lige kakšna koincidenca? Kaj? Veš, kaj je tam v Škotlji? Ne znam. Maček. Samo veš, kak je maček? Kaki? Alfons Kaiser von Liegenstuhl. Kaj to je? Ja, to je maček, katerega sem jaz iz zavetišča prinesel, ne? Zato, da bi ga moji mami dal. No, pravzaprav bi Žuža ga dala moji mami. Se veš, kaj mislim, ne? A ti Žuži kupil mačka? Nisem ga kupil, ko je bil zastonj, ne? Samo zdaj to nima veze. Ne, to je tak. Moja mama pa moja Žuža, ne? Ja. Teta Žuža pa moja mama se nekako že 20 let nikak ne moreta, ne? Ja. Zdaj pa sem jaz mislil, da bi jaz dal tega mačka Žuži, da ona da moji mami, pa da se bolj tako zglihata. Pa to, vse veš, kaj bo mislila, ne? Ja. Ja, in zdaj bi te jaz prosil naslednje, ne? Zdaj, ko je njega strica Ivota doma, bi ti lepo tu imel mačka, zato, ko jaz moram Žuži razložiti, ko še ne ve. Ne. Zakaj pa ne? Maček tu ne sme ostati. Čakaj, zakaj pa ne? Teta Silvika ima fobije pred mačkami. Ne prenese njih. Čakaj malo. Saj vi zdaj imate delavnico, ne? Ja? No, vidiš, lepo vzameš Liegenstuhla, pa ga neseš v delavnico. Ne, jo ne imam, Ja. Glej, neseš ga dol, pol pa čez uro pa pol jaz prijem, moram Žuži razložiti. Zdaj pa hitro odi z menov. Kam? Nič ne sprašuj, le samo čakaj. Zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spadne pesti, v posteli svoji delovali za 3. To na dopustu za pošto skrbi, Ti rože zaliva preberske stvari, to ti posodi jajček ali pa. vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz, sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh
Vsaki trenutek bodo oglasi. Kaj? Ekonomsko-propagandni program. Reklame. A ja. Lepo je biti sosed. Prosim? Zaspali ste na pomemben sestanek? Dobro, kaj pa imam jaz s tem? Ne, to ni možno. Ne morete biti zaspani od tablet proti celulitu. Vi ste jih poslali na analizo? Anestetik? Dobro, no pa jih prinesite, ja. Dobro, ja, bom jaz prišla po njih. Ja, v redu, pa dobro, nisem vam treba tak dret na mene, baba. Travul. Kaj si rekla? Jaz? Nič. Dobro, glej, Žuža. Zvečer pride moja mama na obisk, ne? O, super, si pa je res zbrala najbolj primeren dan. No, ne bi rad bil nesramen, ne? Samo, kjerikoli dan bi moja mama prišla, imam občutek, bi bil za tebe totalno neprimeren dan, ne? Levino, jaz sem danes res težek dan, ja? Zgleda, da je prišlo do neke pomote in da so v škatlice za tablete proti celulitu pomotoma dali uspavalne tablete in zdaj moje stranke lepo spijo v službi. Žuža, pa veš, koliko ljudi spi v službi? Ja, to pa res ni nič groznega, ne? Vsi niso ti, Beno. Ena moja stranka je taksistka, druga zvečer bere poročila. Ravno je šla na izpiranje želodca. Ja, in ti se čudiš, da jaz nisem v stanju prenašati tvoje mame, danes te ženske bodo mene tožile. Ja, pa Žužika, no, pa saj ti nič nisi kriva, Ja, ne? če si pa ne znajo dopovedati, pa jim ti to razloži. Na, evo, ravno ena kliče. Izvoli, javi se. Bom jaz, ni problema. Tega? Dober dan, halo, Sagadin, ja. Ja, med poukom smrčite? Ja, pa jaz sem tudi v šoli smrčal, ja. A ja, učiteljca ste? Pardon, ja. Te se vam pa sigurno učenci smejijo med poukom, ne? A ja, ne vede, kaj spite. Se dere. Prosim. Ja, vem, ja, prišla do pomote, jaz se vam Ja, opravičujem. Aha. Ja, ne, vi. Bom prišla, ja. Ja, nasvidenje, ja. To pa je hec. Aha, še njena sestra je zaspala, anestezistka je, pa je zaspala preko pacijenta. No, Žužika, veš, jaz bi te vseeno rad nekaj prosil. Ja, vem, prijazna naj bom do tvoje mamice. V redu, Beno, se bom potrudila, ampak jaz upam, da se ti zavedaš, da sem jaz danes na koncu živci in razumeš, ena sama ironična pripomba od nje, pa jaz ne odgovarjam več za svoja dejanja. Me razumeš? Razumem. Glej, Žužika, nič se ne boj. Tudi mama je dobila inštrukcije, veš? Kakšne inštrukcije? Ja, tak, rad bi, da bi se vidve enkrat pobotale. Za skos. Pa to. Kaj je s tabo? Kaj imaš klopa v možganih? Ne, Žuža, ne. Samo prejšnji vikend sem imel ene take grozne vikend sanje, veš? Ojoj. Ja, sanjal sem, kak mamica stoji v beli obleki v enem čolni, ker se oddaljuje od obale, ne? Pa to gleda za menov, oziroma jaz gledam za njo in ona kriči: Sinko, zakaj me tvoja Žuža ne prenaša? To je jokala, ne? Pa to. Ljubek, sem ti rekla, ne jej krače, preden greš spat. Joj, Žuža, poslušaj, no, pa saj ne zahtevam dosti, ne? Glej, dala ji boš eno tako malo darilce, ne? Pa to ji bo všeč, potem se bo pa čisto drugače do tebe obnašala. Kako darilce? Mačka. Mačka? Mačka. Takega, vedno si je želela imeti mačka, ne? In nikdar ga ni dobila, zdaj sem si pa jaz mislil, da bi ga ti dala, ne? Ja, našel sem enega super odličnega perzijanera. S kompletno papirologijo. Ime mu pa je, veš kak? Alfons Kaiser von Lidenstuhl. Pa to. In?
Koliko si plačal za njega? Komu te plačeval? Iz letišča je. Kje pa je? Da vidim ta perzijski biser. Špehovih je. Daj no, boš to naredila za mene, prosim te. Mucek bom. Če ti bo to naredilo veselje, bom... Pardon. Halo? Ja? O Jezus, o Jezus. Ja, ampak... Aha, je vse v redu? O, hvala Bogu, ja. Ne. Veste, kaj ne skrbite? Zdaj pa ste pač tako malo zaspani, pa to... Ne morete? Delate v letališču na kontrolnem stolpu? Halo? Halo? Zaspala je. O, Tibor, zdravo. Kaj je, Stripino, kaj delaš tu? Glej, smislo, če že imaš mačko, ti bi bilo fajn, da imaš tudi gustija, pa to, ne? Koga? Hrčka imam. August. Gusti po domače. Kaj ti si kupil ženi, žuži in mačko in hrčka? Ne. Hrčka zdravim. Ja, v službi smo nekako ugotovili, da imam eno tako posebno zdravilno moč, ne? Pol mi pa nosijo domače živali, pa tako. Kaj njemu je? Schizorenijo ima. Ja. In kak zdraviš ga ti? Na ful mu spuščam v takih resnih, rednih intervalih BG-se. BGs. Ja, to, no. Samo Stripino, zakaj jo ne bi mogel pri tebi biti? Ne. Moja mama ima rada mačke, miši pa ne. Tako kot mačke. Tudi ne morajo miši, ne? To ne miš, to hrček je. Tibor, kaj ti govoriš? Činčila, hrček, miš, to je vse miš. Dobro, glej, hvala ti, da me razumeš, stari. Glej, žuža je že pripravljena, tako da bo mačka samo do večera. Vreje? Kaj naj ve z gustelnom? Nič, glej, on bo tu, dokler ne ozdravi, dobro? Zdaj je že skoraj vreje. Glej, tu imaš, celi sem ti že noter dal, pa četrti komad je mi samo na full spusti. Ja, only a woman. Ja, tako, hvala ti. Adijo, gustel. Stripino, Ja, dobro. gustel bo to, ne tak na glas, gustel bo čisto nemiren. Tibor, imamo miš! Miš? Miš v stanovanje! Da ti bom pokazal, kaj imam več moškosti, kak Stripino. Jaz ne stopim več v to hišo. Kaj bomo naredili? Čekaj, glej, kaj jo imam. Mačka, Tibor, veš, da jaz ne moram mačke. Ni, Kaj ti sta mačka? mačka lovi miši. Alfonso bo to zlihto. Dvornice? Mačka, to od Benota Muca, darilo za mamiko. Alfons Kaiser von Liegenstuhl. O, pa nam zgleda mi ko mačko, ki je miči. To je zverina. Alfons, kill. Veš kaj, Tibor, odnes ta Kaiserstuhle k Benu in vprašaj, kako oni ubijajo miši. Pa to je njihova delavnica, ne veterinarska klinika. Teta Silvika. Lepo je biti sosed. No, evo me, tu sem. Ja, Tibor, da je vsaki čas prinesel mačka. Tibor, Ja, Ivo ta ni. kje pa je? Šel je na waterpolo, v Debrecen. Sam, Ja, brez tebe, Beno. ja. To pa je pravi prijatelj, ja? Ja. Veš, kaj ti se jaz povem, Žuža? Pravi prijatelj pesti svobodo pravimi prijatelji. To. Ziher, ja. Daj no. Mama bo vsaki čas prišla, idi se obleči nekaj lepega. Ajde. Prosim! Ja,
Ko sigurno imaš kaj bolj elegantnega, pa to, ne? Ti res tem povedal, veš ti, koliko je stala ta obleka? Ja, to pa zelo dobro vem. Zdravo, ne motim. Tibor! Zdravo! Žuža, teta Žužika. Ej, kje je moja hči, prosim lepa? Ostala v Italiji, dejla. Dobro, samo da dela. Pa glej, Da ga vidim. gospod Alfons, kak smo? Dober dan. Striček. Ja, Striček, ti prijatelj si. seveda. Ja rabim tvojo pomoč. Ne, Tibor, prosim te, ne morem ti nič pomagati. Vsaki čas bo prišla moja mama. No, pa kaj si pozabil? Z Žužo jo hočem pobotati, pa to, ne? Ja, Nič se ne bo, vse gre kot po margarini. ja, dobro se grem preobleč. Ja. Ima gospod kako željo, kaj bo dovolj dobro za vašo mamico? O, obleči si tisto črno obleko, ko si jo imela na stricevem pogrebi. Tisto si rekel, da zgledam ko Mortiša z Adam's Family v njej. Jo, pa to bo moji mami ziher najbolj všeč. Grem. Striček, prosim te, idi k nam, prosim te. Kaj pa je tako nujnega? Imamo miš. Jo, mislil, ka Alfonso njo zverinsko napadel. To nič ne zna. Alfons? Pa to je jaz salonski maček. Kaj si zdaj ti še čakal, da te miši še lovil, ali kaj? Alfons, no, daj glas. Lezi, sedi. Meni izgleda, Alfons, ka bi lahko umoril miško. Stric Beno, ti sigurno imaš kakšno past. Past. Ja, kakšna bi se mogoče našla pri hiši. V spalnici imam eno medvedovo past pod posteljo. Dobro. Ziher je. Samo, kaj lahko ti nastaviš, jo sigurno se uprst. Ne, Tibor, prosim te, nimam čas. Prosim te, Žuža bo se preoblekla, ti boš več nazaj. Idemo. Dobro, no, grem po past. Po medvedjo. Kaj ti češ? Ti pa tu počakaj. Še zmeraj nutri je. Igen. Evo, tu sem. Stric Beno je prinesel past, da samo naštimamo in čakamo. Gdje imate miš? Pa kaj to, dosti veliko? A ja, to, ja, no, hotel sem prinesti tisto za medvede loviti, ne? Samo je Lidija lani neki kufer pod posteljo rivala, pa sak, ga je zgrabilo, pa to, ne? Kaki sir imate? Daj mi en koščak. Emmentaler, Gouda, Dobro. Gorgonzol, Brie. Dobro, daj enega trdega, pa bo, taki koščak. Sir je sir, ne? Dosti. Joj, pa ne, to je dobro, ni preveč. Evo, tak. Dajmo to, nastavimo. Evo, tak, pa je nastavljeno. Ja, kaj zdaj? Nič, zdaj pa samo čakamo. Kako dolgo čekamo? Ja, to je zdaj težko napovedati, veš. Včasih čakaš minutko, včasih čakaš uro, včasih pa svinja neče celi dan fun. Celi dan? Ne morem čakati celi dan, moram kuhati paprikaš. Joj, teta Silvika, izjutra boš kuhala paprikaš. Ne morem jutri, moram danes, vsaki dan kuham. Jaz držo en dan brez paprikaš. Dobro, Silvika, glej. Ti samo idi tja, tam stoj, pa kuhaj, pa bo. Ne bi jaz tam bila. Ne bi bila. Ja, pa, zakaj bi ne? Imam fobijo od miše. A ja, to, ne, glej. Saj, če pa miš ven prišla, ne? Se bo itak, tak, vsekala notre v past, ne? Pa bo nov postala. Jo, kaj pa, če nem? Cak, naredi. A ja, to je res, ja, imaš tudi take zverine, ko pridejo, poberijo vabo, jo odnesejo v sobo, samo da nervirajo babo. Kako grozno
grozne stvari ti govori. Ja, nič ne. Kaj pa zdaj? Čakamo. Dobro, treba jo je prestrašiti. Čakaj malo, kako prestrašiti? So nestrpni. Jo tučem, Dobro, no. ti lovi. Ja. Daj, jaz gledam. Dobro? Ide! Ja, čakaj, ni tak fejs. Ni tak fejs. Sem ti rekel, ne tak fejs motet. Kaka? Zgleda, da imamo opraviti s profesionalno mišjo. Daj, raži nekaj kratkega. Ne, mama. Kaj ne, tu imaš. Ej, ligen štol. Ti greš na balkon. Tako. Živjo, Branka. Dobrodošli. Kje je moj sinko? Pri Špehovih imajo v kuhinji miš. In vaš sinko, lovec, jo skuša ujeti. A tako. Vi bi verjetno bili bolj zadovoljni, če bi jaz imela v kuhinji miš, ne? Moj sinko Benjamin me je prosil, naj bom danes prijazna s tabo, ampak seveda moje potrpljenje ima svoje meje, zato te lepo prosim, da svoje ironične pripombe obdržiš zase, draga moja. Boste kavo, mamice? Z veseljem. Mene je tudi Beno prosil, naj bom prijazna z vami. In moje potrpljenje ima tudi svoje meje. Zato bi vas lepo prosila, da ne izzivate s to cigareto, mamica. Kako kavo pijete? Več kot 20 let sem tvoja tašča in zelo žalostno je, da v vsem tem času nisi ugotovila, kakšno kavo pijem. Kavo vam ponavadi kuha vaš sinek, mamica. Instant, brez mleka, za žličko sladkorja. Lepo je biti sosed. Kaj se pa tam dogaja? Vse sem vam povedala, mamica. Špehovi imajo miš. Vem, da si mi povedala, ne vem pa, zakaj tako poudarjaš to, mamica. Jaz čisto nič ne poudarjam, mamica. Dobro, vem, na kaj namiguješ. Da sem stara 60 let, da sem sklerotična in da mi je treba vsako stvar povedati dvakrat. Kak smo danes občutljivi, mamica. Nehaj mi govoriti, mamica. A misliš, da ne vidim, kako se pretvarjaš in igraš prijazno punčko? Jaz? Jaz se trudim biti prijazna z vami, samo potrjuje moje besede. A ja, kakšne besede? Da vi ne bi zdržali brez tega, da se ne bi kregali z mano. Ja. A ti res misliš, da sem jaz prišla, da se bom s tabo kregala? Ja, točno to mislim. Ker vaš mož, on bolj malo govori, ne? Je bolj tak tihe sorte. To pomeni, da tudi odgovarja nekaj dosti s takim. Se je pa težko kregat, ne? Pazi! Zdaj si pa pretirala. Ne mešaj se ti v moje družinske zadeve. Vi se pa ne vmešate v moje družinske zadeve. Ti pa... Tu pa tišina! Dokler se ne vrnem, ne bosta spregovorila niti besede, jasno? Kam pa greš? Tišina! Ja, pa kaj pa to puško? Tišina, sem ti rekel, mama. Če neče tako končati, tako bo Špehova miš. Kje si, prasica moja? Kje je? Pazi,
Tibor, odpre! Evo, Kje si zdaj, Marcina mala, a? Kakka trofeja, a? Si rekla, rabiš za paprika? donesi to vun. Gre. A? Kaj ti če? No, vidite, pa vam lepo gre, pa to. Mami, Žuža se je odločila, da ti za rojstni dan podari darilce. No, to me pa res zanima. No, Žuži. Draga mamica, moje darilo za vas. Z ljubeznijo. In kaj je to? Nekaj, kar si že od nekdaj želela. Žuzika! Hvala lepa. Tukaj ni ničesar. Kak ni? Že razumem. Tu me imata samo zato, da se delata norca z mene. Da kaj takega naredi tvoja žena, to me sploh ne preseneča. Ampak da ti sodeluješ v tem in da vse skupaj celo snemaš, to... mi je že jasno. Vidva mislita to poslati na tiste video smešnice. Daj, mami, no prosim te. Tu notri je bil en takšen krasen Perzijaner. Ja, Alfons Kaiser von Liedenstuhl. Kakšen ligenštul. A nisi rekel, da je bil maček? Maček, seveda. Ja, s takim aristokratskim, plemeniškim imenom, ja. Saj veš, kaj mislim, pa to, pa take. In kam je zdaj izpuhtel? Jaz bom tega froca Tibora vbil. Ja, slabo je zapro vratca. Ja, evo, pa je pameten maček ven pobegnil, ne? Pomiri se, Beno, to pomeni, da je ziher še nekje v stanovanju, ne? Samo poiščimo ga. Seveda je v stanovanju, samo... Kje? Maček! 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 Evo ga, kuhnje! Beno, prinesi škatlo! Mamucek! Ja pa pridi, Alfons! No, kaj flikne? Evo, jaz, kako me komandiraš danes? Ja, pa išči nam maček! Smem nesti, ja? Ja, prosim. Gospod? Evo, mami. Alfons! Ja, moci. Ja, pa se ta maček je mrtev. Ne, to ni mogoče. Daj no, Ja, pa se ne diha več. daj ga meni. Red zdrži. Čudovito. Se pravi, da sem prišla zato, da bom postala žrtev morbidnega humorja svoje snahe in svojega lastnega sina. Ne, čakaj, mama, prosim, vse ti bom razložil. Nič mi ni treba razlagati. Ti zelo dobro veš, kako dolgo sem si želela svojo mucico in da se mi želja ni nikoli izpolnila. Sramo jo bodi, da se tako norčujeta iz stare ženske. Ne, čakaj, mama, prosim te, glej, jaz res... Odhajam. Ne, čakaj, mama, pozno je, no... Odhajam. Ne, mami, počakaj, stoj, prosim te. Čakaj. Že vem, glej, narihtal ti bom BG-se. Vidi se! Ja, to. Nikoli več ne pridem. Jaz vaju bom vbil. Najprej Tibora, pol pa še tebe. Pa mene? Ja, že zakaj? Mogoče ga pa lahko... Muc.
Kaj? Kaj pa je to? Tableta proti celulitu. Oziroma tableta za uspavanje. Kje si to našla? Noter, z gobčka sem mu ven potegnila. Vrije. Pol pa je najbrž samo za astmo. Ja, ne vem, mislim, ta tableta uspava človeka, razumeš, kaj pa to z mačkom naredi, pa jaz nimam pojma. Jaz samo čakaj malo, mački imajo 9 življenj, ne? Vprašanje, koliko tega je požrl? Upam, da ni požrl 9. Bom jaz. Halo! Alfons! Proba! Halo! Lepo je biti zase. Hallo, Alfons, wach auf! Kaiser, Alfons! Yeah! Žuža, samo še ena možnost nam ostane. Zadnja. Št. Žuža, ti maček je gotov. Servus! Vi nam pomagali miško uloviti, jaz vam nagrado prinesla. Paprikaš, toplješ, Super, ko že misliš, da ne more iti slabše, evo. Kaj? Nič. Samo tudi jaz imam nagrado za vaj. Ja, zavoj. Ja, predvsem za tega vašega malega smrkavca. Ja. Vrata od kletke ni dobro zapro, pol nam je pa maček crkno. Kaj se mu zgodilo je? Ja, Kaj se mu je zgodilo? Ben je pobegnil, pa se je najedel mojih tablet proti celulitusu, zdaj pa spi večno spanje. ja, evo ti nagrada. Zdaj da bo lahko zakoplješ. Crkotino. Kaj potem? Paprikaš? Draga moja Silvika, verjetno ti je zdaj že jasno, kad ni glih pravi trenutek, da ob takem žalostnem trenutku se predajemo posvetnim užitkom tvoji kulinarični umetnosti. Pa to, ne? Tako da moram to tvoje darilo zavrniti. Kaj govorijo? Na dieti so. Idemo, teta Silvika. Tibor, hrčka mi pa rajši nazaj daj, ja? Hrčka? Za koga je pa hrček? Za tebe, draga moja. Celilitis ima. Ča tečem. Pa to. No, pridi, Tibor. Bomo mi pojeli paprikaš. Jaj, ne. Ja, moram iti. Še pogustelna. Koga? Herček od Benota že 2 uri posluša Bee Gees na repeat. Kako s tobo grem? Ne bom sama sta mrtva mačka tu. No, hodi, idemo. Tibor, prosti ga. Čez preveč prosto je za čar. Beno, reko, ka edino pomaga za šizofrenijo. Pa kako herček dobi šizofrenija? Od toga, od Bee Gees. Umiranje, ne? Ja, mirenje. Jo. Ka ni gluhi. On gluhi je. Probaj s tem.
Trudi se!